čudovito. Po napornem dnevu se bomo končno zbrali za skupno mizo. Celotna družina. Jaz, moja žena, otroka in starši moje žene. Nismo bogati, a ničesa ne pogrešamo. Imamo drug drugega. Ničesar od nikoga ne potrebujemo. In žena bo vsak čas poklicala k večerji. Večerja! Pridite, večerja je pripravljena. Večerja, zelo sem že lačen. Zopet večerja, mi smo že včeraj jedli. Otroka, dovolj je igre. Pridite k večerji. Ja, večerja, ja to malo več. Pomirite se, za vse bo dovolj. Krompirjeve palačinke, zelo dobro. Ja? To je to. Ne vem. Kdo pa ste vi? Dober večer, moje ime je diplomat številka 1. Od kod ste se vzeli? Tukaj sem... Ampak palačink nimamo več. Otroka, pojdite se v svoje sobe igrati. Ne, V svoje sobe sem rekla. nočemo sobo. Takoj. Dovolite mi, da vam objasnim. Kako je to mogoče? Tujec v naši hiši. Dober večer. Dober večer. Jaz sem diplomatka številka 2. Pa kako je to mogoče? Dober večer, diplomat številka 3. Prosim, oprostite nam. Prihajamo kot pooblaščenci nadrejenega organa, ki nam je zaupal nalogo, ki sodi v okvir našega mandata in pristojnosti. Diplomati v naši hiši? Kaj vam lahko ponudimo? Ali želite krompirjeve palačinke? Hvala, smo že jedli. Ne pustite se motiti. Diplomatski odgovor. Ne bomo se pustili. Dober tek. Vseeno. Kaj vas je prineslo sem? Gre za eno reč. A tako, za eno reč. Kako vam lahko pomagamo? Zadeva je resna, mednarodna. Pravkar se je zaključila konferenca, ki je ponudila natančne, absolutne, mednarodne, globalne odgovore. Jaz bi še malo krompirjevih palačink. Tukaj nam sedaj govori Evropa. Bila je to konferenca o mejah. Zelo dobro. Dogovorjeno je bilo, da bo tukaj meja. Odlično. Kako mislite tukaj? Ja, tukaj, pri vas. Tukaj? V naši hiši? V našem domu? Tako je. Tukaj v tem stanovanju? Točno tukaj. Skozi to sobo? Tudi skozi kuhinjo. In začnemo takoj. Gospodje, prosim, začnimo. Čaka nas izjemen izziv. Naravno bogastvo je potrebno razdeliti na 2 dela. Kakšno bogastvo? Naravno bogatstvo. Dobro, ampak... Ne, ampak. Gre za zgodovinsko pravičnost. Seveda, ampak... Sedaj nimamo časa. Moram na konferenco. Moram na konferenco. Moram na konferenco. Ste videli to? Vljuden možak. Pretkan. Nič nam ni povedal. Tja, diplomat pač. Imamo prošnjo. Nič posebnega. Ja? Potrebovali bi orodje. Natančneje, potrebovali bi žago. Žago? Žago
ti pa Laubsig. Zakaj? V skladu z mednarodno prakso vse konference potekajo za okroglo mizo, medtem ko imate vi, žal, pravokotno mizo. Pravokotno mizo. Pravokotno mizo. Protokol tega ne omogoča. Zato bi radi odrezali vogale. Kaj bi radi odrezali? Vogale, ampak samo 4. In še tu začasno. 4 vogale. To je vendar veliko. Kako to mislite? Cela mora biti okrogla. Da, cela mora biti okrogla. Da, mora biti. Da, mora biti. Ampak videti bodo sledi žaganja. Miza je vendarle okras hiše. Se ne da brez žaganja? 2-krat smo vam že povedali. Miza mora biti okrogla. 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 No, če mora biti okrogla, pač mora biti okrogla. Prinesi žago. Ni Laubsig, Stichsig je. Koliko je ura? 3 zjutraj. Še malo pa se bo začelo svitati. In mi še vedno nismo šli spat. Psst, slišite to? Nekaj se dogaja. Bom pogledal skozi ključavnico. Proslavljajo. Ne morem verjeti. So končali? Postavili so zastave in ploskajo. Konec je našega trpljenja. Gremo spat. Podpisujejo. Dolgo je trajalo. Vsi so videti tako praznično in sedaj potrjujejo s podpisi. Zgleda, da so se končno dogovorili. Žigosajo. Hvala Bogu. Zdaj nekaj slavnostno izjavljajo. Tako smo utrujena, premikati se več ne morem. Priklanjajo se drug drugemu. Odlično. Sem prihajajo. Čestitamo! A? Čestitamo! Čemu? Problem smo rešili boljših standardov in v smislu najboljših diplomatskih tradicij. Nočemo se hvaliti, a odlično smo opravili svojo dolžnost. Perfektno! Zavidanja vredno. Kako piha? Tako pač je, gospa. Na meji vedno piha. Resnično dobro opravljeno delo. Bog požegnaj. Meja ni igračka. Naj vam ob tej priložnosti zaželim najtoplejše želje. Čestitam, gospod. Hvala, tudi vam. Čestitam. Gospa, moje spoštovanje. Čestitam vam. Hvala. Tudi Vam, gospod, čestitam. Wow, kako super delo. Še vi, kolega, Čestitam, kolega. Čestitam. In še vi. Tako so pridni. Wow. Tako sem vesela. Gospa, čestitam vam, čestitam. Pridi sem. Hvala. Čestitam. Čestitke. In še vi, gospa. Kako ste prijazni. Hvala. Sedaj pa pojdite z nami, da vidite naše delo. Prisrčno vabljeni.
Zelo nam je žal, vendar si je gospa sama kriva. Ste že videli koga iti čez mejo brez potnega lista? Ampak želela je le iti do omare. Omara je že na drugi strani meje. Naša omara? Gre za politično zadevo. Omara je bila določena za v cono A. Omaro smo skušali definirati ekstrateritorijalno, vendar se je zaradi višjih razlogov izkazalo, da je to nemogoče. Omara je bila stratificirana in nato ratificirana. Se je poleg omare še kaj stratificiralo? Vse! Naprimer, soba. Zlasti soba, kot eno glavnih gospodarskih središč. Ampak, gospod, pomirite se, prosim. Soba res spada v cono B. V cono A pa smo dodelili skodelico s češnjami v alkoholu, ki je tik ob nočni omarici. Meja je bila postavljena tako, da nobena od obmejnih držav ni na izgubi. Ohranili smo popolno ravnovesje. No, to je super, vendar stara mama ni več živa. Sprejmite iskreno sožalje. Incident. Precedens. Precedenčni incident. Gospodje, sprecedentovali ste nam staro mamo. Mi? Kdo pa? Mi ne! Zgodovina! Zgodovina. Zgodovina. Prej so bile moje krompirjeve palačinke le navadne krompirjeve palačinke. Zdaj so to zgodovinske palačinke. Vse je zgodovinsko. Miza, žlica, krožnik. Kdo ve, morda tudi jaz. Je tako bolje? Ne vem, ampak šele zdaj v življenju vidim drugačen, brezčasen, globok pomen. Samo če pomislim, da sem toliko let živel brez zgodovinskega pomena. Edino to je malo čudno, da ne moremo več sedeti skupaj, odkar je miza okrogla. Ampak pravila so pravila in protokol je le protokol. Dober večer. Dober tek. 137, 137, 138, 138, 109. Stoj! Kaj pa je? Vsako uživanje hrane čez mejno območje je treba prijaviti pristojnim organom. Razumem. Torej, koliko grižljajev štrudla ste ta teden že uvozili na svojo stran? Ne vem, ne spomnim se. Ne spomnite se? Odgovorite po resnici. 11. Po mojih zapisih 12, to je 13. Traparija. Kako traparija? Mislil sem, da je 11. Morda zavajate civilne organe? Nikako. Torej pišem 13. Razen, da ne želite vložiti pritožbe. Prav, vložil bom pritožbo. Opozoriti pa vas moram, da bom v tem
primeru žigosala vsak kos štrudla, dokler se razmere ne razjasnijo. Potem pa raje ne, Zakaj pa zdaj naenkrat ne? ker ne maram ožigosanih štrudlov. Žigi, me bolijo v želodcu. Včeraj, ko ste ožigosali moj golaž, Torej pišem 13. naj bo 13. Pst. Kaj pa je, ata? Jemli si po 2. Ne razumem. Jemli si po 2 grižljaja hkrati. Tudi jaz tako delam. Ampak to je nezakonito. Ne bodi neumen. Sicer se ne boš nikoli najedel. Slišal sem, da bodo povečali dajatev na štrudl. Ampak to je vendar nezdravo. 2 grižljaja štrudla hkrati. Ni druge. Preprosto moramo žvečiti. In kaj če opazijo? Ne bodo opazili. Samo spreten moraš biti. Prosim, brez pogovarjanja. Jaz imam že praso. Kam? Tja, Zakaj? zaliti moram rože. Potni list. Gospod mejni stražar, na nekoga me spominjate. Oči. Kaj? Zanima me, kakšne so vaše oči. Hvala, malce slabše vidim. Za branje nosim očala. Sprašujem, kakšne barve so vaše oči. Zdaj vem, malo ste podobni naši babici. Kako, prosim? Pardon, svetlo modre. Dobro. Nos? Raven, Dobro. Lasje? svetli gospod mejni stražar in včasih malo izpadajo. Kako torej izpadajo ali so svetli? Izpadajo, vendar so svetli. Ali izpadajo ali pa so svetli, eno ali drugo. Kako torej? Oboje. Bomo preverili. Lahko grem zdaj zdalivat? Pojdite skozi. Hvala. Veste, vrtnice potrebujejo vlago. Če jih ne zalivamo vedno... Ja, Kaj je v tej posodi? kako kaj? Voda. Pokažite. Dobro, lahko greste zalivat. Hvala. Nimam več čim. Ali se boste vrnili na svojo stran? Ja, moram, ker na tej strani ni pipe z vodo. Če se boste vrnili, se ne pozabite ustaviti pri carini. Dobro, ampak pozno je že. Zvečer ne morem preko. Bom zjutraj, takoj, ko bom vstala. Kaj se dogaja? Tišina! Kdo je tukaj? Tišina! Pomirite se! Kdo pa ste vi? Jaz sem! Ne poznam vas. Ja, naš! Kdo naš? Ja,
Civil, Kakšen civil? tako kot vi. Brez skrbi, ničesar nočem od vas. Odkot ste prišli? Samo prehajam čez vaš teritorij. Tukaj? Čez mojo posteljo? Ja, kje pa drugje? Meja je. Ste zoreli? Stopate v tujo posteljo in to s čevlji? Sem vam rekel, da samo prehajam. Spite naprej, stvar bo hitro mimo. Prehajate? Zdaj po noči? Obnašate se kot majhen otrok. Ampak zakaj prehajate? Tiho tapim blago. Tihotapec! Kaj vam ni jasno? Bi radi, da vsi pribežijo sem. Nekaj takega, ja. Ste slišali? Malo je manjkalo in bi tanko piskala. Naučite se kaj iz tega. Nočem se učiti, spat hočem. Kaj hočemo, časi so takšni. Sezujte se in odidite. Nočem neprijetnosti zaradi vas. Sej jaz tudi ne, ampak bi lahko šel obut. Mudi se mi. Plačam vam. Ne, rjuhe so čiste. Bodite raje veseli, da nisem poklical policije. Samo to bi še manjkalo. Lahko noč. Lahko noč. In drugič, ne lazite tu preko v čevljih. Ja, dobro. Si že slišal, povečali bodo dajatev na cmoke. Dobro bi bilo, da se najemo, dokler imamo še čas. Vse se draži. Denar potrebujejo. Zakaj pa potrebujejo toliko denarja? Kdo ve? 125. 125. Vse bolj so pozorni. Tudi moj sistem ne deluje več. Kaj se čudite, oče? Meja pač. 126. 126. Prej se je dalo vsaj bolj svobodno gibati. Slišal sem, da morajo preklicati potne liste. To ni mogoče. Življenje ima svoja pravila. Ja, bomo videli. 127. 127. No, kaj pa je? Nekaj me žgečka po nogah. 128. 128. O, žlica mi je padla. Takoj bom nazaj. Kdo ste? Jaz sem domačin. Naš domačin? Seveda naš. Na večeri smo in vi? Kapitan Davidov. Kaj pa delate, zakaj se nam ne pridružite?
Nimam časa. Patruliram, na misiji sem, razumete? Ničesar ne razumem. Kaj? Niste domoljub? To je odvisno od okoliščin. Veste, zaradi te meje imam zmedo v glavi. Če na primer popoldne ležem na kavč in je kavč na tej strani, potem se počutim kot patriot na kavču. Če pa se kdaj drugič odpravim v kopalnico, da si umijem zobe in je kopalnica na tej strani, potem ne vem, ali bi se počutil kot domoljub v kopalnici ali kot patriot na kavču. In obratno seveda, težka je ta stvar. Pogovarjava se tiše. Hrup naju lahko izda. Ali hočete, da naj slišijo? Kdo? Ja, sovražniki. Kdo je to? Tisti. Na tisti strani seveda. Ja, in kaj potem, če naju slišijo? To bi imelo mednarodne posledice. Smo demilitarizirano območje, ki temelji na sporazumu o medsebojnem praznju. Aha, in kaj vi počnete tukaj? Kaj neki? Tukaj sem zaradi potrebe po nujnosti naše obrambe. In kako dolgo ste že tukaj? Pššt! Vojna skrivnost. Zakaj sprašujete? Iz radovednosti. Aha! Iz radovednosti? Kdo vas je poslal, odkot ste prišli? Iščem žlico. Žlica mi je padla. Ste jo mogoče nekje videli? Kakšna žlica? Saj vendarle niste tukaj zaradi žlice. Sem. Nekje mora biti. Padla mi je pod mizo. Če bi padla, potem bi morala biti tu nekje, če ne? Mora biti, tu nekje mora biti. Kaj pa, če niste tu zaradi žlice in ste? Tukaj je, našel sem jo. Tukaj je. Naj vam bo tokrat. Naslednjič pa se ne vmešavajte v zadeve, kjer vam ni mesto. Razumete? Nikoli več, obljubim. Lahko odidem? Ven! In nikomur niti besede. Domovina vas bo še potrebovala. Katera? To boste izvedeli pravočasno. Sedaj pa, marš! Ven! Marš! Ven! Ven, sem rekla! Marš! Ven! Marš ven! Iskrene čestitke pošiljajo. Spet nekdo neznan. Čudno. Še nikoli ni prejel toliko čestitk od neznanih ljudi. Morda pa je priljubljen. On? Lepo te prosim. Kako si pa to razlagaš? Ne vem, ampak ni mi všeč. Poslušajte dalje. Najlepše želje. PS, radi bi vas obiskali ob vašem prazniku. Nič posebnega. Še pozdrav. Ste videli, koliko podpisov? Pa res? Tudi teh ne pozna? Pokaži. Tudi teh ne pozna. Konec koncev so to cele množice. In na obeh straneh meje. Pokaži. Sami moški. Morda so samo stari prijatelji. Ne, nikoli ni imel veliko prijateljev. Kaj pa, če gre za šalo ali prevaro? Spet kakšna prevara.
Ne vem, ampak imam slab občutek. Neumnost, to življenje nami nas dela nervozne. Misliš? Seveda. O, zagotovo je teta. Ja? Ja, rekla je, da pride ob 5. Rada bi mu čestitala. Ampak praznujemo šele zvečer. Vem, ampak teta nam bo pomagala v kuhinji. Gremo odpret vrata. Je teta? Ne, drugi so. Znani? Prvič jih vidim. In kako izgledajo? Vsi so si podobni. Mladi so, z nahrbtniki in v plaščih. In kaj hočejo? Rekli so, da so bili vabljeni na njegov god. Si jih ti povabila? Ne, ne poznam jih. Si jih ti? Ne. Kaj bomo? Ne vem, koliko jih je. Nisem jih utegnila prešteti. Prišli so po 4 skupaj. In kaj počnejo? Čakajo na hodniku. Rekli so, da jim je tam udobno in ne želijo se vmešavati. Naj ostanejo, kjer so. Konec koncev jih ne moremo vreči na ulico. Ampak nimamo dovolj hrane. Ne kruha, ne vina. Lahko dokupimo, pošlji otroka. Povej jim, da se motijo in da ne odidejo. Konec koncev je to naš dom. To se ne spodobi. Se bomo borili za naš dom? Ali bomo pustili, da nas uničijo? Naj odprem? Ne vem. Ne, Odpri. Ne. Kaj pa, če je teta z nečakom? to mi je čisto vseeno. Tako ali tako vejo, da smo tukaj. Dobro, grem, ampak če bo kaj narobe... Če bo kaj takega, reci, da nas ni doma. Prav, grem odpret. Novi so prišli, malo drugače izgledajo, malo imajo drugačne nahrbtnike in drugačne plašče in klobuke, take, kot da so iz kovine. Iz kovine? In si jim rekla, da nismo doma? Sem. In? Rekli so, da bodo počakali. Moj Bog. Kaj nam je storiti? Nič. Delajmo se, kot da to ni nič čudnega. Ampak, Pretvarjamo se, da je vse v redu. Ni druge možnosti. Ravnati moramo kot, da se nikoli ni nič zgodilo. Razumete? Ni drugega. Pa kaj je s teboj? Kaj nam je storiti? Pojdimo v kuhinjo, pripraviti moramo vse za praznovanje. Prav, ampak nimamo dovolj krožnikov. Končno! Kdo je tukaj? Me ne poznate? Ne vidimo vas. Temno je že. Ni važno. Kmalu se bo razsvetlilo svetlobo kot po dnevi. Še bolj. Kapitan, ste to vi? Ja, to sem jaz. Kdo drug? Končno smo dočakali. Kaj smo dočakali? Uro resnice smo dočakali. Kakšno uro? Zgodovinsko uro. Povelja so izdana, vse je pripravljeno. kaj je pripravljeno? Ni važno. Slišite, prihajajo. Kdo prihaja? Oni prihajajo, a prihajajo tudi naši. Samo trenutek še. Samo še malo. Na desno,